Danes sem še posebno zadovoljen in vesel, da lahko dan Slovenske vojske kot vaš vrhovni poveljnik praznujem z vami in v vašem krogu. Vsako leto se veselim tega praznika in ob vsakem prazniku Slovenske vojske razmišljam o njeni dosedanji zgodovinski poti, o sedanjih nalogah in o priložnosti za prihodnje. Ob tem za nas vse pomembnem prazniku želim danes pregovoriti tudi o nekaterih dogodkih in procesih, ki so se začeli pred 20 leti, v letu 1990. Dogodki takratnega časa so usodno vplivali na pripravljenost teritorialne obrambe in milice in so ustvarili pogoje, ki so pripadnikom teh enot omogočili, da so se organizirali z orožjem in z orožjem podprli osamosvojitveno odločitev slovenskega naroda. Posebej želim pozdraviti pripadnike manevrske strukture narodne zaščite in se jim ob 20-letnici iskreno zahvaliti za njihov prispevek k osamosvojitvi. Enako velja moja zahvala vsem veterankam in veteranom vojne za Slovenijo, Zvezi policijskih veteranskih društev Sever, kakor tudi članom ostalih veteranskih in domoljubnih organizacij. In še posebej pozdravljam svojce tistih, ki so v vojni za Slovenijo izgubili življenja. Hvala jim. Dovolite mi, da se v današnjem prazniku ozrem še nekoliko globlje v zgodovino, velike in pomembne dogodke, ki so zaznamovali našo usodo in usodo Slovenske vojske. Generala Maistra in njegovih borcev ter bojev za severno mejo ne smemo pozabiti, saj so s tem uspešnim, pogumnim dejanjem bili uvrženi velikonemški apetiti po ozemlju slovenske Štajerske. Postavljeni so bili temelji, na katerih je bila v naslednjih desetletjih nato vzpostavljena sklenitev slovenskega nacionalnega ozemlja ter podan eden od bistvenih pogojev za ustanovitev kasnejše samostojne države. Zato ponovno izražam svoje prepričanje, da bodo napori, ki jih v to vlagata obe veteranske organizacije in Slovenska vojska v podpori zgodovinske stroke, k temu veliko prispevali. Ne za arhive, ampak za nas in za našo prihodnost. Zato, spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, zaposleni v obrambnem sistemu in sistemu zaščite in reševanja, pripadniki prostovoljne pogodbene rezerve Slovenske vojske ter vsi mladi na prostovoljnem služenju vojaškega roka, člani Zveze slovenskih častnikov, člani vojaških družin. Dovolite mi, da vam ob dnevu Slovenske vojske še enkrat iskreno čestitam. Želim veliko lepega v vsakodnevnem in posebej poudarjam vašem plemenitem poslanstvu, ki ga opravljate v domovini, v mednarodnih poveljstvih in v nemirnih delih sveta. Mojo čestitko razumite, prosim, tudi kot iskreno zahvalo za vaš velik prispevek na področju svetovnega miru. Tistim pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske, ki ste ob tem prazniku prejeli ali boste prejeli priznanja in odlikovanja za vaše delo, ter bili ali boste napredovali v višji čin, pa ob tej priložnosti še posebej čestitam. Naj živi Slovenska vojska in srečen praznik vsem.